Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, dragi bratje in sestre, pravi poročilo, da so ga tepli, kamnali in obglavili 14. februarja anno Domini 270. To se pravi pred kakšnimi 1800 leti, vidite, 1700 leti. In kaj je bila njegova krivda, da so to z njim naredili Rimljani? Njegova krivda je bila v tem, da ni ubogal cesarja in da je bil katoliški duhovnik. Cesar Klavdijus II. Je takrat vladal v rimskem cesarstvu in je razmišljal in prišel do ugotovitve, da tisti vojaki, ki niso poročeni, da se borijo bolj krvoločno kot drugi in da in zato je enostavno prepovedal poroke v rimskem cesarju do nadaljnjega. Boste rekli, kako je to mogoče? To je to, ker so se rimski cesarji imeli sami sebe za neke vrste bogove. Oni so imeli celo vrsto, cel panteon bogov in med drugim seveda so tudi sami sebe imeli za bogove in eden od njih se je izrecno dajal, mislim, da je bil cesar Avgustus, ki se je izrecno dajal in zahteval, da ga častijo po božje, da vsi padejo pred njim ne na kolena, pač pa da se prostrirajo pred njim. Vidite, do kam pripelje človekov napuh, če ne priznava pravega Boga in se ne postavlja od pravega Boga, in seveda potem se napuhne in postane napuhnjen kot hudič in hoče, da ga po božje častijo. No, in tako je ta Klavdijus enostavno prepovedal poroke, ker je rekel, pravi, ker je razmišljal čisto neumno, nelogično, da se bodo neporočeni moški bolje borili kot poročeni. Ja, in da bo imel več vojakov v svoji vojski. Imel na koncu koncev je rimska vojska šla cungrund, ker vemo, da če ni porok, ni otrok, ni moških vojakov. Vidite, enako je tudi seveda z našimi poganskimi globalisti na tem svetu, tudi v Sloveniji, našimi politiki, ki so zakonili, vidite, kontracepcijo in abortus in vse mogoče. In potem imaš pa nekega Stevena Mosherja, direktorja Centra za populacijo v Ameriki, ki pravi, ves svet, vse človeštvo, pravi, izumira. Pravi, nekje, pravi, do sredine tega stoletja bo še nekako človeštvo še nekako obstalo, pol šlo pa dol. Enako je tudi v Sloveniji, vidite. Se spomnim, ko sem jaz bil še majhen, to je bilo toliko otrok še takrat, se pravi pred 65 leti, da so bile polne šole in smučišča, vse je bilo polno. Pa vprašam svojega brata danes, zakaj ni več, ni več otrok, ne. Ni več otrok in vedno so tolkli po nas Končanšček, ja, cerkev vse propagira, naj bo toliko otrok, kot jih Bog da in tako naprej. Sami so pogreli pa kontracepcijo, pa naenkrat seveda, če ni otrok, ja, ni potrebno, niso potrebne šole, niso potrebne bolnišnice, hrana, ja, vse gre, gospodarstvo gre po tleh, na tla, vidite, vse propada. Ni nam Bog zastonj zapovedal, naj ljudje napolnijo zemljo s prebivalci. Ampak ljudje tega ne razumejo, enostavno ne mislijo z zdravo pametjo. No, tako da ta rimski cesar Klavdijus ni mislil z zdravo pametjo in potem se je našel ta duhovnik Valentin, mu je bilo ime, vidite, ki pa cesarja ni ubogal. Zakaj? Kajti ko gre za nekaj, kar je proti zdravi pameti in proti božjim zapovedim, ki so vpisane v naše srce, naše duše, je treba poslušati Boga bolj kot ljudi. In je še naprej poročal ljudi in potem ga je dal cesar zapreti v ječo. In tisti ječar je bil Asterius, mu je bilo ime, imel je hčerko, ki je bila slepa, ime je bilo Julija. In potem ko je ta ječar Asterius videl, kako sveti ta Valentin je in da je bil po krivici zaprt, ga je prosil, naj njegovo hčerko Julijo poučuje v katoliški veri, in jo je poučeval. Baje, da je tudi ozdravil, da ni bila več slepa, kajti Valentin je bil, preden je postal duhovnik, zdravnik.
No, in potem, ker ni hotel se odpovedati svoji katoliški veri, ni hotel častiti rimskih bogov, ki so seveda hudiči bili, so ga pretepli, kamnali in obglavili 14. februarja 270. In danes imamo njegov god, vsake 14. Trgovine so polne nekih srčkov, pa ne vem, mogoče nekih daril, ljudje napačno pojmujejo ljubezen, mislijo, da je ljubezen kar tako nekaj takega. Veste, ljubezen je božja krepost, teološka krepost. In seveda Bog nam zapoveduje ljubiti Boga vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo. Boste rekli: "Ja, potem pa za nas same pa za druge ne ostane nič drugega ne ostane, ker to je vse, ker je vse samo za Boga." Ampak potem pravi: "In svojega bližnjega kakor samega sebe." Razumljivo, ker moramo Boga ljubiti vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo, potem pomeni, da moramo bližnje in same sebe ljubiti iz ljubezni do Boga. Vidite, in to je tista prava nesebična ljubezen. In da včasih kdo reče, ja, včasih kdo reče nekaj takega, da dobimo vtis, da misli, da samega sebe ne smemo imeti radi. Ne. Bog nam zapoveduje ljubezen do samega sebe, ampak iz ljubezni do njega. In potem so do bližnjega kakor samega sebe iz ljubezni do njega. Taka ljubezen je nesebična. Medtem ko če imamo pa sebe radi brez obzira na Boga, pa druge brez obzira na Boga, to je potem vse skupaj potem pa trgovina in seveda sebičnost. Daj dan. Ja, no, hvala Bogu, vidite, v tistih časih, ko je sveti Valentin živel, so še videli, vidite, da je Bog ustvaril moške pa ženske. Vemo, da smo potrebovali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je svetu povedal, da obstajata samo dva spola, samo moški pa ženski smo, ne pa več kot 20 spolov, kot so jih ti LGBT-jevci napravili. Ja, in L'Osservatore Romano je dnevni časopis v Vatikanu, in te Trumpove izjave ni hotel objaviti. Kaj smo, vidite, nas malo izgleda protestanti, več zdrave pameti kot katoličani, zato je kardinal Miller rekel, da je boljši dober protestant v Ameriki predsednik kot pa slab katoličan Biden. Izjava kardinala Millerja. Pa naj še prej omenim, vidite, evangeliji govori o tem, da je Bog klical v svojo cerkev stare zaveze, lahko rečemo starozavezno cerkev, ali božje izvoljenstvo, vidite, v novi zavezi, v svojo katoliško cerkev, vidite, Bog vedno kliče od prvih dveh ljudi, vidite, Adama in Eve, pa do konca zadnjega človeka kliče, vidite, v svojo cerkev. Kliče in vabi in prosi, vidite, da bi se svobodno odločili za prijateljstvo z njim. Kajti brez njega nas pač ni. In če nismo njegovi prijatelji, če ne živimo v njegovi milosti, smo brez božje milosti, smo na poti v pekel. Imamo samo dve možnosti, ali nebesa, ali pekel za vso večnost. No, danes seveda imamo pametnjakoviče, ki verujejo v evolucijo in trdijo, da po smrti ni nič, da človek živi samo za ta svet in da mora biti srečen že na tem svetu, vidite, in vsi ljudje, vidite, ki so to sprejeli in so dobili politično moč v roke, so postali kaj? Diktatorji in mrčni volivci. Vidite, tako je. Če hočeš človek biti srečen na tem svetu, vemo pa, da ne more biti, ker enostavno vse, kar na tem svetu, vse, kar je pod izvirnim grehom, vidite, bolezni, smrt, trpljenje, vse to človek onemogoča, da bi bil srečen na tem svetu, vidite. Ampak če hoče biti srečen na tem svetu na vsak način, vidite, in tem zlorablja same sebe pa druge, potem pa seveda prihaja do katastrof in do hudih stvari. Vidite, tako je bilo tudi na začetku človeštva, zato je moral Bog poslati na zemljo vesoljni potop. In zato, ker so ljudje živeli tako brezbožno proti božji volji, hoteli biti srečni na tem svetu, vidite, imeti raj na tem svetu, in potem seveda so napravili pekel na tem svetu in Bog je moral večino človeštva pokončati, razen Noeta, pa njegove žene, pa njegovih 3 sinov, pa njegovih 3 snah, ki so ostali živi na tisti ladji, Noetovi ladji, ki je bila velika, kaj mislite, koliko je bila velika? Tako približno kot eno nogometno igrišče je bila dolga in v 3 nadstropjih. In iz svojih glav si izbrišite tiste podobice, tistih Noetove ladjice, ko so ena žirafica gor, pa en slonček tam, pa kaka
Druga živalca pa ptiček šel na ladji, te pa noje, pa tisto pa nekaj nekaj. Vidite, ta ladja je bila je bila dolga kot nogometno igrišče, visoka 3 nadstropjih je bila. In koliko časa, kaj mislite, koliko časa je Noe gradil to ladjo? 100 let približno. 100 let. In zakaj boste rekli, kako je to mogoče? Zato, ker so takrat živeli po nekaj 100 let. Veliko več časa, kot mi sedaj po svetovnem potopu, zaradi različnih razmer, tudi zaradi genetske entropije. Vidite, 100 let je to ladjo delal, pol si pa upali nekateri trdite, da je šlo samo za lokalni, samo za lokalni potop. Ja, pa mislite, da kakšna neumnost bi bila 100 let graditi neko ladjo za neki lokalni potop, ko se lahko bilo, Noe bi lahko vzel svojo družino pa šel drugam živet, kjer ni bilo lokalnega potopa. Ampak ljudje enostavno ne razmišljajo, zdrava pamet pa take neumnosti potem učijo pa govorijo. Vidite, zato je bilo večina ljudi večina ljudi je bila Bogu, ni bila po volji in jih je enostavno moral potopiti in spraviti iz tega sveta. Vidite, enako pravi tudi prvo berilo današnje nedelje. Pravi, večina tistih, ki so šli skozi puščavo, pravi, ni bila Bogu po volji. In kaj je Bog napravil? 40 let jih je vodil po puščavi, obljubil je, da več potopa ne bo vesolnega. Pač pa ni obljubil, da ne bo več, da ne bo kakšnega ognja z neba, vidite. 40 let jih je vodil po puščavi. In potem so vse tiste generacije, ko so šli, so vsi pomrli v puščavi, razen Jozeta, pa mislim še 2 ljudi, ki so prišli niti Mojzes ni smel iti, ker je podvomil v Božjo obljubo in je rekel, in je 2-krat udaril po skali, da bi voda pretekla, in je rekel, ali vam bo lahko Bog dal vodo iz te skale, in ker je podvomil, tem 2-krat udaril po skali, ni smel iti v obljubljeno deželo. To je Božja pravičnost, Božje sminjenje. No, in potem pravi današnji evangelij, da je Bog dal vsakemu enako plačilo, ampak oni, ko so prišli, ta prvi niso bili zadovoljni s plačilom in so rekli, premalo smo dobili. Premalo smo dobili, neka poučna prilika pravi, da sta živela mož pa žena. Vidite, kako nevarno je, če človek ni zadovoljen z denarjem, ki ga ima, s tem, kar nam Bog daje. Živela sta mož pa žena, katoličana, pravi, ki sta, mož je bil v penzionu, imela sta dosti denarja, nič jim ni manjkalo, ampak mož ni bil zadovoljen s tistim, kar sta imeli, čeprav jim nič ni manjkalo, pa je vsake toliko časa kupil en listek za loterijo, da bi kaj več imel, ne. Pa ni nikoli dobil, ampak enkrat je pa, mož je bil srčni bolnik in je žena v glavnem opravljala vse te stvari, nakupovanje pa tako naprej, pa je enkrat je pa dobil je dobil pa 1 milijon evrov, ne, na loteriji. Ampak je žena, ke je to ta prva izvedela, ke je pač ona vse te stvari opravljala, mu ni tega upala povedati, ker je bil mož srčni bolnik, ke bi lahko umrl od sreče, kaj bi ga lahko zadelo, ne. In kaj je napravila? Šla je k župniku pa vprašala, kaj naj naredi, ne. Župnik je rekel: "Brez skrbi, gospa Mici," je rekel, "jaz bom prišel danes popoldne k vam na obisk, pa bomo nekaj pojedli pa nekaj rekli, prej pa bom jaz vašega moža taktično pripravil na to novico," pravi, "jaz sem strokovnjak za te stvari, ni problem." Žena je bila vsa vesela, rekla je: "Seveda, gospod župnik, vi boste to rešili." Pa je šla vesela domov in popoldne župnik pozvoni, pa so nekaj rekli, pa nekaj pojedli pa popili in potem je začel župnik taktično pripravljati moža na to, da je dobil 1 milijon evrov na loteriji. Pa je rekel, pravi: "Gospod, tole sem slišal, vaša žena mi je rekla, da vsake toliko časa kupite kakšen listek loterije." Je rekel: "Ja." Ampak je rekel: "Jaz ne govorim všeč, jaz govorim Božjo previdnost, če je Božja volja, ja, če je volja, pa ni." Je rekel: "Dobro." Pravi: "Pa ste kdaj že kaj dobili?" Pravi: "Nič." Pravi: 2-krat nekaj majhnega, drugače pa nič kaj posebnega." Pravi: "Pa gospod Tone, kaj pa, če bi kdaj dobili kaj velikega, kaj več?" Pravi: "Kako kaj več?" Ja, pravi: "Recimo tako, recimo, da bi dobili 1 milijon evrov na loteriji." Pravi Tone: 1 milijon evrov, pravi, kaj bi napravil z njimi? Pravi: "Vam bi jih dal." Pa župnika kap zadela. Vidite, tako se zgodi, če človek ni zadovoljen z majhnim, ki mu ga Bog da, ne, pa hoče imeti kaj velikega, pa se lahko zgodi tudi kaj smrtno nevarnega. Kot v to je poučna prilika, ne. Ja. No, danes, ko sem prišel z avtom zjutraj,
pa sem odklepal vrata, dol spodaj je prišel en gospod, pa je rekel, pravi, pa me vprašal, če je že kdo od mojih vernikov prišel, sem rekel: "Še ne." Pravi: "Veste," pravi, "danes pričakujemo kakšnih menda več, okrog 500 otrok bodo prišli v naš plezalni center tukaj zadaj," pravi, "in zato je treba poskrbeti, da bo dosti prostora za avtomobile." In sem rekel: "500 otrok," sem si mislil, dobro, sem rekel: jaz sem prvi, brez skrbi, sem tule sem parkiral, saj naši tudi parkirajo tam zadaj, če je treba." Pol sem si pa mislil, no, sem rekel, to je pa ravno nekaj za današnji evangelij, kajti današnji evangelij govori o tem, vidite, kako Bog kliče v svoj vinograd zato, da bi nas pripeljal k sebi v nebesa v vso večnost. Sem si mislil, zdaj teh 500 otrok, kje so jih našli vrhniki, jaz ne vem, verjetno še drugih krajev prihajajo, ampak poglejte, ti otroci plezajo gor po tistih umetnih stenah tam gor, da bi prišli na vrh. Ne vem, če so kaka tekmovanja, ne vem, kako že, ampak sem si mislil, kako lepo bi bilo, če bi si teh 500 otrok prizadevali kot tradicionalni Katoličani priti gor v nebesa. Vidite, v večnost, vidite, to je tisti naš cilj našega življenja. Kaj priti gor do vrh tiste stene tam gor, s tistimi prsti gor plezati po z nogami, poleg tega pa vemo, da so vsi ti otroci poleti, ko je vroče, napol vzličeni, ne pa napol oblečeni, da so vse nespodobno oblečeni. In kaj se dogaja s tistimi spodaj, ki gledajo gor, pa si lahko sami mislite. Vidite, zdaj to je nekaj, bi rekel, nekaj, kar je, jaz ne bi priporočal, če bi imeli svoje otroke, kakšnega takšnega plezanja nikomur, ne. Pa tudi nič prav ti ne pride. Enkrat sam, ko sem šel, ko sem bil še najstnik, ko sem bil star mogoče, kaj jaz vem, 15 let, kaj takega, sem šel s svojim bratrancem, ki je bil alpinist. On je plezal gor po gorah, še po drugih krajih po svetu. Pa sem šel gor, pa s stricem sem šel gor po severni steni, smo šli gor po nemški smeri. In ko sem jaz, takrat še nisem imel krštev, še pogan, če bi dol padel, bi, Bog ve, kaj bi bilo z mano takrat. Ja, vidite, in sem rekel: "Nikdar več v življenju." Jaz sem se tresel ko šiba šiba na vodi. Onadva sta gor plezala, seveda ko gamsa sta šla gor, ki sta bila alpinista, bolj ali manj, ne. Jaz pa prvič gor v hribih, gor sem rekel: nikdar več po kakšni steni gor ne grem." Ko sem prišel gor, sta me še s tistimi vrvmi tepla, da sem bil še, da me je še rit bolela pol cel teden od tistega. Rekla sta, da me sta krstila, ne. Ko sem prišel prvič gor. Ja, kaj ti to pa imajo gor priti? Pomembno je, vidite, da pridemo k Bogu v nebesa, vidite, in zato nas kliče, zato kliče, vidite, narode in posameznike v katoliško cerkev, no. In včeraj smo dva otroka sprejeli v katoliško cerkev, Andrejo pa Emo Debevc, vidite, dva nova člana naša, ki bosta plezala, vidite, s pomočjo, v narekovaju, s pomočjo katoliške vere, katoliške maše, vidite, in zakramentov plezala, vidite, proti Bogu v nebesa, v večno življenje, vidite, in to je to pravo plezanje. Ne pa tisto, ke ga imajo tam blizu naše kapele, tam, ko plezajo, pa ne vem, kakšen smisel vse skupaj to ima. Torej priporočamo se, ja, še to sem hotel reči. Vidite, kako modernisti zatajijo nekaj, kar jim ni po volji, tako kot ni hotel Observatorij Romani objaviti Trumpovega stavka, da sta samo dva spola. Je tudi ko je bilo, ne vem, kdaj je že bilo, ko je prišel, Matt Fradd v Slovenijo, to je tisti mlad katoličan, mislim, tako mlad, saj je poročen, menda živi v Avstriji gor, ampak iz Avstralije je prišel v Slovenijo, in ko so ga vprašali na mislim, da je bil v Šentvidu je bil, ne, na tistem srečanju gor, ko so ga vprašali, katero mašo, bolj priporoča, novo ali staro, je rekel: "Imam rajši staro." In baje družina tega ni hotela objaviti. Kaj si mislite? Ko jim ni po volji, pa so ga sami povabili v Slovenijo, ne, in ko jim ni po volji, ne objavijo, pardon, objavljajo samo tisto, vidite, kar je v skladu z njihovim modernizmom. Ampak seveda resnica bo zmagala, vidite, resnica zmaguje in bo zmagala na sodni dan, vidite, za vso večnost, in resnica vemo, da je tradicija. Nadškof Lefebvre je rekel, pravi: "Katoliška cerkev je tradicija in tradicija je katoliška cerkev, drugače ne more biti." Sveti Valentin prosi za nas, pa naj nas varuj, in izprosi vsem globalistom zdravo pamet, da bodo ugotovili, da obstajata samo dva spola in da ljudje potrebujejo, da človeštvo potrebuje otroke, drugače ne bo preživelo. V imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen.